nacionalnih strateških dokumentov bomo pravzaprav o nacionalnem energetskem programu težko še veliko razpravljali, ker ga še kot takega torej ne poznamo, ne vemo, kaj bi se še vse skuhalo. Nam pa se vseeno zdi, da je energija torej tista zadeva, ki se dotika vseh nas in predvsem energetska učinkovitost ali bolj po domače, bom rekla povedano, varčevanje z energijo je tisto, kar se nam zdi, da je dolgoročni strateški steber in pa temelj pravzaprav. Glede na to, da je energija že danes vsakodnevna debata ali govorimo o obnovljivih virih energije ali jedrski energiji, morda o ceni, moramo vsi skupaj razmisliti, ne glede ali smo na strani energetikov ali smo na strani okoljevarstvenikov ali kjerkoli se nahajamo, da je pravzaprav energija dobrina, od katere smo vsakodnevno, vsakourno odvisni in da brez nje si življenja ne znamo predstavljati. In če se zamislimo nad tem, da večino energije uvažamo v transportnem sektorju, 99%, bom rekla tudi na področju električne energije, na ogrevanju preko 50%, je to zadeva, ki nas mora resnično skrbeti, ne glede, kaj se ta trenutek dogaja, tako na področju zakonodaje kot dokumentov. Torej, želimo si energijo imeti vsak dan, želimo biti na toplem in pa seveda uporabljati električno energijo. Na drugi strani, številne države že poročajo tako imenovani energetski revščini, pojavlja se tudi v Sloveniji, vendar konkretnih podatkov ta trenutek še ni zbranih. Kajti energija postaja vedno dražja in je kategorija, ki zelo vpliva tako na proračun posameznika kot celotne države. Na drugi strani se pojavljajo podnebne spremembe. Nekateri pravijo, da so modna muha, drugi pravijo, da emisije ogljikovega dioksida so pomembne ali niso. Ko razmišljamo o energiji, ne glede na kateri strani smo, tudi če rečemo, da so podnebne spremembe modna muha, je to ta trenutek priložnost, ki jo moramo pravzaprav izkoristiti in se na eni strani zamisliti nad tem, na drugi strani pa, če je to priložnost, ki nam ponuja neki dolgoročni razvoj, tudi to upoštevati. Bila oziroma še je gospodarska kriza in v Sloveniji vidimo, da še nismo pravzaprav na dnu in raba energije je tudi tista, ki je marsikatero podjetje ali gospodarstvo pravzaprav pokopala. In tehnološki napredek, ki ga želimo tako na področju rabe energije, kot pa seveda obnovljivih virov energije, je tisto, kar nam bo dolgoročno pomenilo neko, bom rekla, zadoščenje in pa seveda tudi trajnostni razvoj družbe, torej Slovenije kot celotne družbe. Če se omejimo na energetsko-podnebni paket, ki je bil zakonodajno sprejet na nivoju Evropske unije, moramo razumeti, da ga jemljimo kot strateško razvojno priložnost, čeprav je stanje sedaj v Sloveniji takšno, da smo več ali manj bolj, bom rekla, na papirni vojni, sprejemamo dokumente, pišemo akcijske načrte, vendar nam manjkajo številni podzakonski akti, ki bi nam, bom rekla, na terenu, ki delamo vsak dan z energijo, dali konkretna navodila, kako se določenega segmenta lotevati. In največkrat se nam zdi, da se danes torej tudi na političnem nivoju razmišlja in pa razpravlja o energiji, ki je tako pomembna, pravzaprav skoraj tako kot o vremenu, ki pač je danes lepo ali slabo, pa na njega ne moremo vplivati. Če pogledamo Slovenijo, smo v neki meri veseli, da smo ravno prav majhni, da bi si lahko energetsko področje vzorno, butično uredili in bi lahko bil vzor številnim drugim državam v Evropski uniji. Vendar smo pa ravno prav veliki, da iz danes na jutri tega ne moremo. Da se moramo vseeno strateško podjevati in potem torej razmisliti in poiskati tiste rešitve, ki so nam pravzaprav na kožu pisane. Hkrati pa ugotavljamo, da razpravljamo o obnovljivih virih energije, pa imamo morda vsak del Slovenije neko svojo prioriteto, morda tudi zaradi geografskih značilnosti, morda zaradi nekaterih svojih priložnosti, vsem pa nam je enako, torej varčevanje z energijo je tisto, ki nam bo dolgoročno pomenilo, da bomo lahko tiste obnovljive vire energije, za katere se bomo odločili, tudi dolgoročno, resnično uspešno uporabljati. Če gledamo po vzoru nekaterih drugih držav, ki so uspešno prišle, bom rekla, in izrabili ta energetsko-podnebni paket v svojo lastno korist, v razvoj, v reševanje tudi gospodarske krize, bi se morda od njih lahko nekaj naučili. Da so bile pripravljene strategije, določene zaveze in da iz tega izhajajo določene tržne priložnosti, seveda, ki jih nekako omogoča in pripravlja zakonodaja. To je na drugi strani tudi v težkih kriznih časih pomenilo razvoj gospodarstva, razvoj nekih novih sistemov nadzora in pa analiz in seveda zbiranje podatkov in tudi novih tehnologij. Na drugi strani pa se te države vedno bolj pomikajo nekako v tisto, kar si želi vsaka država. To je neka družbena inovativnost in pa seveda implementacija preko nekih investicij, ki je zažene v sta investicijski krog. Zato potrebujemo določene instrumente, znanje, sodelovanje in tu je seveda tudi sektor
dolgoročno v uspešen razvoj, je predvsem to, da si moramo dobro popisati, pogledati, preveriti, kaj pravzaprav imamo, tako na strani rabe energije, tako na strani emisij ogljikovega dioksida, kot na strani potenciala. Šele za dobrim analizo stanja, bom rekla, z nekimi dobrimi bilancami, bomo lahko vrednotili tisto, kar bi si v Sloveniji želeli. Ne smemo pozabiti, da je energetska učinkovitost pravzaprav varčevanje z energijo in seveda tudi ali pa predvsem z denarjem. In zato je razširjanje znanja in pa tudi analize, da so danes neka izmenjava izkušenj znanja, torej tisto, kar nas lahko vodi. Seveda, torej tudi varčevanje z energijo pa potrebuje neke celovite rešitve, torej od začetka do konca, da vemo, torej, kaj dela roka oziroma kaj bomo delali z glavo tudi v prihodnjih dneh. Žal je danes stanje na področju energetike, predvsem v naši vladi in na področju ministrstva takšno, da ima vsako ministrstvo nekaj z energijo, kadar treba o njej govoriti, kadar pa treba konkretno napisati ali pa dati odgovor, ki ga neka lokalna skupnost zahteva, ki ga mi na terenu zahtevamo, potem si pa delimo odgovornosti. Energija je horizontalna vsebina in se tiče tako, bom rekla, ministrstva za gospodarstvo kot ministrstva za okolje, tako vlade, torej službe vlade za podnebne spremembe in tudi, ali pa morda celo predvsem ministrstva za finance, ki ima v rokah tudi tiste fiskalne instrumente, ki na eni strani pomenijo lahko palico ali pa korenček za tiste, ki se tega lotevajo. In žal veliko krat ukazujemo, da odkrivamo toplo vodo in znamo pogledati morda samo čez mejo v Avstrijo ali pa morda še nekaj kilometrov, morda do Južne Nemčije, torej kako se tam zadev lotevajo. Zakaj pravimo, da zamujamo priložnost? Zavedamo se, da tudi zahteve na področju obnovljivih virov energije, tistih 25%, katerim se je Slovenija zavezala, čeprav verjamemo, da ima še več potencijala, so pravzaprav vedno merjene na končno porabo energije. To pomeni, Slovenija, tako kot druge države, vsako leto več kot 2% povečuje svojo rabo energije in vedno je teh 25% računani pravzaprav na tisti porabo energije. In če bom rekla, pogledamo neke premice, nič ne pomeni, če danes inštaliramo 25%, pa smo letošnje leto zadovoljni, to bo čez 5 let pomenilo morda samo 15%. K temu, kot sem rekla, lahko zelo pripomore torej tudi ta fiskalna politika in pa inštrumenti, ki ljudem, predvsem v kriznih časih, torej tudi finančno nekako pomagajo se pravilno usmeriti. Kje so pa tisti potencijali, predvsem na področju varčevanja z energijo? Seveda so to zgradbe kot celoti, kajti veste, zgradbe porabijo več kot 40% vse energije. Potem je tu tudi storitveni sektor in, bom rekla, gospodarstvo oziroma industrija, ki je zelo, zelo odvisna od energije, in pa seveda promet, ki poleg energetskega vidika povzroča tudi zelo, zelo velike negativne vplive na okolje. Ko govorimo o stavbah, zajemamo na eni strani gospodinstva, torej vsakega državljana, vsakega občana, in varčevanje v sektorju stavb pomeni torej tudi posredno vplivanje na proračun vsake družine. Javni sektor je pa predvsem tisti, ki bi lahko, namesto da se meče denar zaradi nevarčevanja z energijo, zaradi potratnih stavb skozi okno, ta denar porabil tudi morda za druge investicijske ali pa druge projekte, ki so seveda v vsaki, bom rekla, lokalni, regionalni skupnosti ali pa na nivoju države potrebni. Če pogledamo industrijo in storitev, seveda se vsaka vložen denar v energetske sisteme, bom rekla, v rabo energije odraža v končni ceni produkta in s tem postajamo na eni strani zelo nekonkurenčni zaradi cene, na drugi strani pa pravzaprav ugotavljamo tudi, da izgubljamo tisto tehnološko konkurenčnost. Zeleno javno naročanje je pa tisto, ki nam v prihodnosti sledi in bo javni sektor tudi nekako sledil. Stavbe so predvsem, vidimo, torej že po izkušnjah iz lanskega leta, da je zagon tega investicijskega kroga v energetsko sanacijo stavb odpira številna delovna mesta in bi lahko v danem trenutku reševal tako sektor gradbeništva, kot seveda tudi drugih storitev, torej strojnih in drugih inštalacij. K temu se vedno bolj tujini vključuje bančni sektor, ki vidi v teh varčevalnih potencijalih torej tudi neko bolj sigurnost naložb. Če pogledamo še v storitve in pa industrijo, tako kot sem povedala, varčevanje na eni strani in pa sledenje tem zelenim tehnologijam ne daje samo finančno konkurenčnost, ampak tudi večjo konkurenčnost nekih novih tehnologijah in inovativnosti. Veste, da zahtevni trgi torej zahtevajo vedno bolj zelene tehnologije. V transportu pa je tako, da, kot smo rekli, eksterni stroški, torej vsi tisti stroški, ki jih promet povzroča preko nesreč, preko bolezni, torej vpliv je tako velik, da se ga pravzaprav zelo težko lotimo in bi tudi na področju transporta potrebovali ne samo transportno energetsko strategijo, ampak
podeželja, ne moremo samo reči, da zato, ker se tam samo nekaj ljudi vozi, pač ne bo več avtobusa, ker se to ekonomsko ne splača, ker nam to vpliva tudi dolgoročno na neki socialni in pa drugi razvoj. Lahko rečemo, da žal recimo prihajajo predvsem stališča vlade nekateri napačni impulzi, ki si jih pa seveda tako tržišče kot ljudje napačno razlagamo in morda tudi potem velikokrat neke diskusije, ali je biobinarno pravilno, da jo imamo, seveda je prav, ampak bom rekla v nekem drugem segmentu, v nekem drugi trajnostnem vidiku pogledam, ne samo v tistem ekonomskem, tako biobinarno postavim, zato ker proizvajam električno energijo in jo prodajam, na drugi strani pa ne pogledam, kaj se dogaja z okoljem na tem segmentu, ali pa morda celo, da uvažamo surovine iz več 100 km stran z velikimi tovornjaki, ki izpuščajo, bom rekla, velike količine ogljikovega dioksida. Zato torej si še bolj želimo, da bi se nekako spostavilo predvsem merila in indikatorji in pa standardi, ki nam je za to na tem področju nekaj. Za konec bom rekla, želimo si sprememb in verjamemo, da smo jih možni torej doseči, najprej premisliti in spremeniti, kako vsak od nas razmišlja, ker ve se, tako kot mislimo, tako se tudi obnašamo. In seveda, tako kot se obnašamo, tudi investiramo. In seveda investicija pomeni, da potem tudi drugače razmišljamo. In to je krog, ki ga želimo tako zavrteti, da bodo upoštevan tako trajnostni, okoljski razvoj, kot tudi energetski. In ne samo tudi našim zanancem želimo, da bi pogled, torej kot ga imamo danes na naše predepe gore in pregav ostal, torej takšen ne 10, 100 ali pa morda tudi 1000 let. Verjamem, da smo sposobni to narediti, da imamo dovolj temeljev in znanja, torej samo nekaj volje nam še malo